Tam, kjer pisana so polja, kjer je dobra volja, kjer nebo kipi planine, vedre so neba sinine. Tam, kjer srce skrček vije, sonce pa ne dasno sije, tam, kjer tičice žalijo, srca vsem se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Tam, kjer zala so dekleta, nagel rožna in prepleta, pike fatova sodljiva, da ti duša prekipira. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi z nami vsi. Tam smo mi z nami vsi, in z nami vsi. Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši nocojšnji oddaji Pravi ključi. Uvodoma je v vaše domove pozdrav nocoj skozi pesem ponesel legendarni slovenski oktet. Letos beleži 70 leti svojega delovanja. Baritonista v igrani pevski usmerici sta moja nocojšnja gosta. Brata, ki nista le koncertna, ampak tudi priznana operna pevca. Glasba je njun ključ in tudi ritem življenja. Dober večer, Jože in Darko. Dober večer. Dober večer. Jože in Darko sta brata Vidic, ki jim je bila pesem položena že v zibelko. Sta komorna in operna pevca. In sta tudi pevca, ki velikokrat navdušujeta tudi sicer v življenju. Z glasbo, ki je stalnica njunega življenja. Darko, nocoj bomo odstrli ključe malo drugače. Vi ste mlajši brat. In prvi ključ bi nocoj podelila vam. Na kratko, kaj bi rekli o bratu, vašem starejšem bratu, Jožetu? Ja, Jože je že od malih nog, sploh v glasbenem smislu, moj vzornik, od katerega lahko črpam, se veliko učim. In sploh v teh časih, odkar sem tudi sam član slovenskega okteta, mislim, da sva en z drugim rasla, predvsem jaz. Sem se lahko tekom teh 12 let, odkar sem član slovenskega okteta, veliko naučil in mislim, da se lepo dopolnjujeva. Jože, vi ste umetniški vodja okteta, pa tudi vodja svojemu bratu. Kaj bi vi izpostavili? Ja, Darko, moj mlajši brat, 10 let je med nama. To je kar dolgo obdobje, če tako pogledamo. Spominjam se ga kot dojenčka, kot malega otročička, ki je nekje za mano odraščal. In odrasel v fejst fanta, fejst moža. Naredil se je kot glasbenik, dokazal se je kot pevec, tako v slovenskem oktetu, kot sicer tudi v teatru, v operi, kjer je pogosto gostoval, še danes gostuje. In lahko rečem, da se dela in se brusi od tistega malega fantiča, ki je bil drugačen kot je danes, pa še vendar je del tega tudi danes prisoten, ta radovednost, radoživost, živahnost. Mislim, da je predvsem to njegova lastnost, da je vedno živahen, vedno pripravljen ustreči, vedno kaj prinesti, če kaj manjka, takoj skoči in to je tisto, čemer ga lahko recimo na hitro opišem. Zelo na kratko, na hitro. Na dolgo pa bi ta oddaja mogoče lahko bila daljša, ampak na kratko tako. Darko, bi pritrdili? Ja. Predvsem v tem delu, da sem res živahen, rad se odzovem na razna povabila,
tudi v privatnem življenju, ne samo kar se tiče okteta in tako da. Ja, rad priskočim, se hitro odzovem na stvari. Če vidim neko stvar, da pač nekaj manjka, se obrnem in probam speljati, da je tako, kot mora biti. Pravite, da ste zelo živahni. Zasledila sem, da ko ste še niste vstopili v slovenski oktet ali pa morda tudi še sedaj, ste bili tudi navdušen športnik. Ja, v bistvu od malih nog sem treniral veliki nogomet. Potem sem tekom neke zime celo igral mali nogomet v Litiji, tako da sem v bistvu tudi državni prvak bil v neki kategoriji z futsal klubom Litija. Tako da ja, zdaj v zdajšnjih časih pa zelo rad prosti čas posvečam tenisu in badmintonu, tako da če je le prilika in čas, se rad razmigam. Se to združuje. Jože, vi pa ste tudi prvak slovenske opere, prvak Slovenskega narodnega gledališča, Opera in balet Ljubljana. In kako se pride do tako visokega naziva? Težko bi dal nek vzorec, kako. Zagotovo s trdim delom. Veliko časa je posvečenega poklicu, delu v teatru in če pogledam sebe skozi desetletja, novembra bo 30 let, odkar sem prvič stopil v ljubljansko opero kot gostujoč solist. Še zelo mlad, pravzaprav sem bil še najstnik takrat. In če pogledam vsa ta leta, odkar sem v teatru, veliko dela. Imel sem srečo, da sem takoj po tistem, ko sem dobil stalni angažma kot operni solist v ljubljanski operni hiši, pravzaprav dobival glavne vloge, naslovne vloge, glavne vloge in vsako leto, vsaka nova vloga bila tista, ki mi je dala nek vzgib, da sem se moral naučiti, naštudirati in biti v nečim boljši. Čas študija je drugačen čas. Takrat človek se uči tudi operne arije iz raznih oper, ampak narediti celo opero, celo vlogo je pa nekaj drugega. Tako da je bilo pravzaprav vsaka operna predstava meni nova predstava, nov študij, nov vzgon. Dokazovanje je bilo tisto, da zmorem narediti tudi to, kar na prvi pogled ni bilo jasno, ali bom zmogel ali ne. In tudi velikokrat so bili dvomi, ali bo kolega Vidic zmogel to narediti ali ne. In mogoče je ravno to bil ta vzgib v meni, da dokažem sam sebi, tudi kolegom, kolegicam, občinstvu, da zmorem se naučiti, da zmorem dobro narediti. In tako so se te vloge množile in leta so se množila tako daleč, da je prišel do tega, da sem pred desetletjem dobil ta naziv prvaka ljubljanske opere. Eden od prvakov hišnih, poleg mene še kar nekaj, tudi prvakov in prvakinj, odličnih glasbenikov, pevcev, igralcev. Tako da sem eden izmed te množice opernih prvakov v Sloveniji. Ampak ja, lepa pot, zanimiva pot, hkrati pa to naziv, ki na nek način še vedno spodbuja, da človek miga, da ne zastara, ampak da skuša dokazovati sam sebi, da še zmore in da gre. Najprej čestitke za 30 let, tik pred novembrom smo. Ja. In pa seveda še ene čestitke, to je za 70 let slovenskega okteta in za kar zajetno dobo tudi vodenja slovenskega okteta, kaj ne? Ja, jaz sem v slovenskem oktetu pravzaprav mi teče 27. leto, odkar sem prišel v ta sestav, odkar sem bil povabljen na audicijo. Ja, in kar lep čas tudi vodim slovenski oktet. Po umetniški plati, po sicer organizacijski plati so stvari na meni, da jih organiziram in vodim in ja, eno lepo obdobje, čudovito obdobje pravzaprav, v katerem sem se ogromno naučil in tudi ogromno posredoval naprej. Tako da, eno z drugim. Darko, pred kratkim sem bila tudi sama na vašem koncertu, kjer sta prepevala oba dva brata. Koliko časa je, odkar ste vi postali član slovenskega okteta?
Ja, sam sem redni član Slovenskega okteta od leta 2010, torej 12 let, poteka že 12. leto. Sicer sem pa predtem zaradi bolezni in določenih zadržanosti, tudi mojega brata, bil z njimi na turneji, naprimer v Ameriki, kjer sem zadnje dni, ko je mogel brati zaradi službenih obveznosti iti domov. Uskočil je, predtem sem bil pa nekak tehnični support fantom po turneji, tako da. Rekli ste po Ameriki. Kdo vas je povabil? Brat? Pravzaprav takrat, ko je nastala zadrega, kaj narediti, imeli smo turnejo v Ameriki in istočasno sem tudi jaz imel obveznosti v matični hiši. Direktor je rekel, je predstava, brez vas ne bo šlo, morate priti nazaj in smo razmišljali, kaj narediti, da bo vse tako, kot mora biti, da bo turneja uspela, da bo predstava uspela. In tedajni umetniški vodja, dr. Mirko Cudrman, je rekel, ja, zakaj pa ne rečete bratu? Sem rekel, ja, pa ne vem, če je že primeren za sestav. Rekel, ravno kar poje pri meni v komornem zboru, so nekaj koncertirali, nekaj snemali, rekel, pa vzemite njega, tudi oblekamo bo prav. Tako da smo potem rekli, mogoče pa res povabimo njega in takrat je v bistvu prvič nekako uskočil v zgodbo Slovenskega okteta, tako malo bolj resno in je zadnjih nekaj dni turneje v Ameriki, ko sem že odšel domov, ostal z oktetom in prepeval uspešno in tako je potem tudi ostalo. Vtis, na kratko še, iz tega prvega vašega potovanja v tujino, ko ste bili eden izmed mnogih ambasadorjev, ki ste slovensko ljudsko pesem ponesli v svet? Ja, vtisi so izjemni, če lahko tako rečem. Namreč v tujini, ko prideš ti med Slovence, ki živijo daleč od svoje domovine, je toliko lepše prepevati slovenske pesmi, ker jih tudi oni drugače podoživljajo kot naši Slovenci v Sloveniji. Tako da je bilo čustveno veliko bolj napolnjeno in sami lepi spomini se na turnejo. Pa se sliš, od svet ga vida zgolj, od svet ga vida zgolj, od svet ga vida zgolj. Pa se sliš, od svet ga vida zgolj, od svet ga vida zgolj. Pa se sliš, od ta devet komor, od ta devet komor, od ta devet komor. Pa se sliš, od ta devet komor, od ta devet komor. Pa se sliš, od svet ga vida zgolj, od svet ga vida zgolj, od svet ga vida zgolj. Pa se sliš, od ta devet komor, od ta devet komor. Jože Vidic, letošnje leto ste zelo, zelo aktivni na vseh področjih, še posebno pa v vašem glasbenem področju, še posebno pa v Slovenskem oktetu, ker ste imeli verjetno, glede na funkcijo, ki jo opravljate, veliko več vlog, tudi pri sami organizaciji vaših koncertov v tem jubilejnem obdobju. Tudi tu v naš studio ste prinesli kar nekaj takih in drugačnih spominov, če lahko temu tako rečem, oziroma utrip vašega
bogatega glasbenega arhiva. Ja, tu pred nami je zgodovina slovenskega okteta, zgodovina, ki je bogata, ki je dolga in je na nek način plemenitila generacije skozi desetletja. Če pogledamo letošnje leto je namenjeno praznovanju 70. obletnice slovenskega okteta. Malo zamikom praznujemo, ker lanskem letu je bil pač med nami COVID, omejitve in nekako nismo upali iti v množične dogodke. Letos pa se je, hvala Bogu, odprlo tako dobro, da imamo možnost koncertirati in pravzaprav vse leto koncertiramo tudi na Ljubljanskem festivalu, kjer ima slovenski oktet letos svoj prvi abonmajski cikel koncertov različnih tematik. Vsak koncert ima drugačen naslov, drugačno vsebino, pravzaprav se pesmi ne podvajajo, gre za 7 koncertov in je to tudi en velik zalogaj tudi po umetniški plati, izbrati 7 različnih programov, smiselno izbrati pesmi, da se vse skupaj zbere v neko lepo celoto, naštudirati. Kljub vsemu je ekipa pevcev mlada, mnogi od njih pojejo marsikaj prvič, pa vendar smo veseli, da imamo to možnost in da gre naša pesem med ljudi, ker zato smo, da skušamo plemenititi in razvajati občinstvo in hkrati tudi nas same, ker s tem, ko imamo možnost iti na koncertni oder, polepšati ljudem v občinstvu nek večer, si ga polepšamo tudi sami sebi, ker ni lepšega kot prepevati lepe pesmi in videti na drugi strani občinstvo, ki ti pesmi z veseljem sprejema, nad katerimi je navdušeno in ja, eno obilica zadovoljstva, energij med vsemi, ki smo v dvorani tisti večer. Darko, pred oddajo je tekla beseda o kaktusu. Zakaj? Kaktus? Boste ga predstavili? Ja, Kaktus je eden od naših zadnjih 3 CD-jev, ki smo jih izdali. Sicer je to prejšnja zasedba, kjer smo prepevali brez novih 3 tenorjev, da takole pokažem. To je Kaktus 8 cvetov in še en poseben cvet za našo pianistko, ki je odlično odspremljala te stvari, tako da tak poseben CD je razigran, navihani teksti, tako za mlade kot za starejše, tako da vsak lahko najde v bistvu skladbo, ki se lahko mogoče malo preslika v njegovo življenje, da tako rečem. Kaktus bode, kaktus ima trnje. Zakaj je tak naslov? Kaktus bode, seveda bode, če ga narodno prijemamo. Če ga znamo objeti, potem je lahko veselje. Kaktus tudi cveti, če ga znamo negovati. Kaktus bada in cveti nam je opomnik, kam, kako z njim ravnati, da se ne poškodujemo. In tudi te pesmi tu notri so pravzaprav navihane, razigrane, namenjene zrelemu občinstvu, a ne? Čeprav je zanimivo, da vsi ti teksti, ki so tudi hudomušni, ki so včasih dvoumni, ki opisujejo marsikatero situacijo na lep način, na spodoben način, pa vendar povedo, kaj se v pesmi dogaja. Zanimivo je to, da je ravno nasprotno, otroci, mlajši otroci, komaj izhodijo in ko slišijo to ploščo, ne gre drugače, kot da jo potem starši ponavljajo, tako da sem že slišal komentarje, da je lepo to slišati 2-krat, 3-krat, ampak 100-krat v enem dnevu je pa mogoče malo preveč. Pa vendar, to je ena uspešnica slovenskega okteta, program, ki je drugačen, ki odstopa od tradicije slovenskega okteta, je pa zanimiv, hudomušen, razigran in kot tak je zapakiran v škatlico, ki se reče Kaktus. Moj mali zeleni kaktus. Zelo lepo, upam, da bomo tudi to lahko slišali, verjetno pa si naši gledalci, ki so ta trenutek z nami, tudi sami postrežejo z tole ploščo.
s tem CD-jem, ki je verjetno na razpolago tudi za kupiti. Seveda. Vse, kar izdamo, je namenjeno za ljudi, zato da gre čim širši krog občinstva. Te 3 plošče, ki so tu na mizi, so del naše založniške dejavnosti. Sami izdajamo tudi naše materiale, tako da je namenjeno za občinstvo in kdor želi najde ali pri nas, morda v trgovini, vsekakor da se jo dobiti. Zelo lepo ste to povedali. Tudi sama sem bila pred kratkim v deželi kaktusov in ja, naporna je pot skozi deželo kaktusov, ampak ko te objame s tisto veličino pogleda, s cvetjem in lepoto, se odpre popolnoma drugo obzorje. Ja. Osnovno poslanstvo okteta se skozi leto spreminja, ostaja enako, ga nadgrajujete, dopolnjujete? Baza našega delovanja je še vedno tam, kjer je bila pred 70 leti. Slovenska ljudska umetna pesem je tista, zaradi katere se slovenski oktet ustanovil in v kateri je slovenski oktet pravzaprav v vseh desetletjih bil najmočnejši v svoji izpovedi. To je del naše zgodovine, naše tradicije in ni lepšega poslušati izvajalce, ki predstavljajo to, kar poznajo, to, s čimer se identificirajo in istovetijo. Tako da, ja, slovenski oktet je bil vedno najmočnejši v ljudski pesmi. Zagotovo je pa pogosto odhajal tudi drugam. Tu recimo na tleh je recimo plošča Galusa, prva plošča, ki je šla potem recimo slovenske božične pesmi, plošča, ki je pravzaprav utirala pot v tistem času z božično tematiko. Oktet je odhajal tudi ven iz svojega repertoarja, ali pa recimo Nikolaj Geda, ruska ljudska pesem, pravoslavna liturgija. Mnogo literature je oktet izvajal, baza je pa vedno bila ljudska pesem, zato ker slovenski oktet je slovenski in je prav, da predstavlja po svetu in tudi doma vse tisto najboljše, kar je nastalo v teh desetletjih in posebna promocija v zadnjem času, predvsem v času mojega delovanja, je usmerjena v to, da slovenski oktet išče skladatelje sedanjega časa in skuša izluščiti najboljše in to predstaviti občinstvu. In vesel sem, da je mnogo teh skladb, ki so nastale pred kratkim, postalo stalnica našega programa ali katerega drugega zbora, ki se navdušeno spopada z literaturo, ki jo je oktet prinesel na ta svet. Darko, vi ste tudi sicer drugače vpeti, samo poklicno, še vedno v kulturno dejavnost v vašem kraju, Šmartno pri Litiji. Ja, jaz sem od leta 2020 vodja izpostave na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Litiji, tako da pokrivam v bistvu delovanje društev in skupin v litijski in šmarski občini. Pomagam jim pri organizaciji, pri raznih izobraževanjih, organiziram srečanja, revije. Tako da moram reči, da je kar pestro razgibano, ampak glede na to, da sem vajen tega že tudi odprej, moram reči, da mi ta vloga kar paše in mi ustreza. Kako je vaš oktet in sama ljudska pesem ukoreninjene v vaš kraj? Kako jo mladi dojemajo, povzemajo? Ste jim vzor? Ja, ravno zdaj pred dnevi, ko smo bili mi predvajani na televiziji s koncertom iz Ljubljanskih Križank, sem dobival sporočila razno od prijateljev, mlajših kolegov, sokrajanov in so vsi navdušeno spremljali posnetke koncerta in pisali, da to je pa presežek nad vsemi. Tako da mislim, da je lep vzor, sokrajani so veseli, ko vidijo domače umetnike, kako ustvarjajo in da jih vidijo tudi na nacionalni televiziji. Tako da smo ponos, vzor in mislim, da z veseljem pogledajo in poslušajo, kaj ustvarjamo. Veliko je tudi to neko priznanje, neka nagrada, ko pač dobite klic, ko pač vam prijatelji povedo, da so vas videli in so ponosni na to, kar počnete, kar delate, na nek način ohranjate tradicijo slovenske ljudske pesmi. Tukaj sem si zapisala tudi nekaj pohval oziroma nagrad, ko sem jih prebirala na
družabnih omrežjih, lahko bi jih naštevali pravzaprav celo uro, ampak vendarle čisto na kratko. Takole so zapisali: čudovit, nepozaben večer, pa ne to ta večer, ampak en drug večer, ko ste pač muzicirali tukaj na Dolenjskem, bili ste tudi v Brežicah, bili ste v Novem mestu in tudi še po drugih krajih. Čudovito, izjemno kot vedno, hvala fantje. In ko ste imeli koncert v cerkvi, prisrčna hvala za čudovito glasbeno doživetje, poboža dušo, daje upanje. Hvala, da ste me vsaj za trenutek vrnili v prelepo mladost. Ja, znova doživljam lepši svet. Fantastičen večer. Peljem se domov, posnela sem s telefonom in še enkrat poslušam in še enkrat poslušam. Velika hvala. Kaj vama pomenijo take drobne pohvale, ki so v bistvu velike? To so največje pohvale. To delamo za ljudi, za preproste ljudi, ki uživajo ob naši glasbi, ki uživajo ob lepo doživetih pesmih in ni lepšega, kot dobiti odziv nazaj. Tudi koncerti, kjer mi začutimo v občinstvu ta odziv, ki se in to energijo, ki se dviguje in ki se širi, ta pozitivna energija, vpliva tudi na nas. Tudi mi smo boljši, tudi mi presegamo sami sebe, če imamo na drugi strani nekoga, ki ga navdušimo. Tako da v bistvu poskušamo obogatiti občinstvo in hkrati sprejemamo to, da nas občinstvo obogati. Tudi po koncertih ne odhajamo kar tako iz odra v garderobo in v avto in takoj domov, ampak ostajamo z ljudmi, ker ni lepšega kot to, da ostaneš na zemlji. Ljudje nas velikokrat vidijo tam nekje, malo prizignjene na nekem odru, dvignjene nad ostalo človeštvo, pa to ni tako. To je samo zato, da nas bolje vidijo. Sicer smo tudi mi na tleh in ob koncu koncerta je najlepše to, da človek sprejme pohvalo in da ljudem, ki odhajajo, zaželi en lep večer še naprej. In to je najlepše. In taki odzivi, ko ste jih prebrali, so tisti, ki v bistvu pravzaprav so največja nagrada za to delo, ki ga delamo. Tako da ni lepšega kot to. Jože, Darko, izjemna umetnika sta, velika z veliko črko, ampak v biti srčna, preprosta in, če parafraziramo, kot ste nekako rekli, tudi prizemljena. Velikokrat pa kljub temu, da izražata na odrih in na svojih nastopih vendarle to veličino glasbeno, znata tudi presenetiti in se dejansko nekako stopiti tudi z občinstvom. In tako je bilo tudi pred kratkim v Novem mestu v kulturnem centru Janeza Trdine, kjer vas je kot gostujoče povabil k nastopu orkester Ave. Pa poglejmo, kako je bilo. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Macil, vse No in v nadaljevanju, tega sicer nismo videli, ste se obrnili proti publiki, proti dvorani in z vami je zapela cela dvorana. Seveda, poglejte, vse to, kar delamo, delamo za ljudi. Če bi se mi zaprli v studio med 4 stene in prepevali sami sebi, potem ni tega namena, ki ga imamo. Treba je med ljudi. In to, kar se je zgodilo to nedeljo v Novem mestu, v kulturnem centru Janeza Trdine, to se je že zgodilo tudi drugod. Včasih pride do nas, poglejte, praznujemo, imamo takšen, drugačen jubilej in spontano iz odra napovemo pesem določeni osebi s posvetilom in gledajte, to nas stane čisto nič.
pesem bi ravno tako zapeli, čeprav tokrat smo zapeli vse najboljše. In ni lepšega kot presenetje. Tudi recimo pred časom smo bili v Brežicah, ko je naš basist Matej praznoval, imel rojstni dan. In smo vsi skupaj z občinstvom njemu zapeli za rojstni dan. Sredi koncerta, mimo ustaljenega programa. Zakaj ne? To možnost imamo. Če imamo svoj koncert, potem to lahko naredimo. Drugo je, če smo gosti nekje, drugo je, če to nek abonmajski koncert, ki ima svoje okvire, iz katerih pač zaradi pogodbenih obveznosti ne smeš iziti. Ampak, če to naš koncert ali pa če smo povabljeni k temu, zakaj pa ne, ker to je tisto, kar bogati. In ta mladi fant, Marcel, je praznoval 17. rojstni dan. Takoj zatem smo zapeli pesem, ki govori o fantu, ki je star 16 let. Skratka, eno z drugim prepletalo se lepo, občinstvo bilo navdušeno, mi pa tudi. In to je tisto, kar je lepo. Ampak v tem rojstnem dnevu se je znašla tudi sedmica v objemu enke, ne? Tako da, seveda. In kot sedmico ste prepletate letos v svojem praznovanju. Ja. Nagrade, 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 veliko ste jih prejeli, veliko ste jih dobili v času svojega delovanja, tudi kot operni pevec. Katero bi izpostavili? Katera vas je posebej zaznamovala? Na katero, vse veste, nagrad je veliko in vse vam pomenijo. Ampak je to Lorenca v operi Črne maske, vloga Grudne, nagrada Prešernovega sklada? Ja, zagotovo je Prešernova nagrada oziroma nagrada Prešernovega sklada najvišja nagrada v tej državi, največ, kar lahko na umetniškem področju človek doseže. Dobiti tako nagrado je izjemna čast, hkrati morda tudi neko breme, ker te potem ljudje drugače gledajo. Morda stopi v prvi plan tudi kdaj zavist, pa vendar to je nagrada, na katero sem lahko ponosen, upravičeno. Ravno danes dopoldne sem razmišljal, pravzaprav sem dvakrat prejemnik te nagrade Prešernovega sklada. Prvič s komornim zborom Ave, kjer je potem kasneje, desetletje kasneje prepeval tudi Darko. In drugič potem za opero Črne maske in Ljubezen kapital. Obe tehtni operi, slovenski operi, prva je delo Marija Kogoja, druga Janija Goloba, dveh zelo pomembnih skladateljev. In ja, ni lepšega kot delati takšno predstavo. Mimogrede v obeh predstavah sva oba nastopala, sva tudi skupaj stala na odru, vsak v svoji vlogi. In to je izjemen občutek, ko postaviš na oder nekaj novega, kot recimo bila je opera Ljubezen kapital, opera, ki je bila napisana za nas, ki smo nastopili na odru, in takšno delo delaš drugačnim občutkom, pravzaprav stopiš v bazen, kjer še nikoli nihče ni stal. In to je najlepše, ko v bistvu si ti tisti, ki boš prvi predstavil ljudem to, kar je napisal avtor. Darko, pa vi? Ja, jaz bi lahko rekel tako, da je zame nagrada v bistvu vsaka predstava oziroma vsaka nova vloga, ki jo naredim na nek način. Vesel sem, ko nek proces laufa, steče, ko naredimo predstavo in tudi nazadnje potem, ko se ljudje, prijatelji, znanci vračajo nazaj v teater, veseli, da so videli nekaj novega, ker dejansko je veliko ljudi, s katerimi se tudi sicer družim, ki opere niso glih precej vajeni. Tako da z raznimi različnimi vlogami smo tudi te ljudi nagovorili, da pridejo v teater in komaj čakajo, da se naprimer zdaj v prihodnem mesecu spet ponovi Orfej v peklu, kjer sem pel Jupitra in komaj čakam, in tako tudi oni, da pridejo v teater in spet podoživijo to komično opero. Če ostanemo še malce pri operi. Zelo veliko vlog ste odigrali. Vi blizu 60, Jože? Tako nekako, opernih. Opernih. Blizu 60 opernih vlog, blizu 40 oratorijskih koncertov, ja, številka gre preko 100, če govorimo o teh stvarih, z oktetom pa tudi ogromno, tako da veliko.
Darko, se počasi približujete? Počasi, mislim, da sem nekje na dobri tretjini mogoče tega, kar se tiče opernih vlog. Zelo zanimivo je, tako kot ste rekli, nekateri smo veliki ljubitelji opere, drugi morda malo manj. Morda je to tudi kriva naša vzgoja oziroma naše izobraževanje skozi čas. Vi ste zrasli v družini, ki vam je bila glasba v zibelko položena in ste imeli v bistvu to srečo, da ste lahko šli to pot, ki jo danes pravzaprav hodite. Vaša družina. Vaša družina je glasbena družina tudi sicer. Imate 3 sinove, pa tudi so usmerjeni v glasbeno pot, pa tudi vaša žena je glasbenica. Ja, moja žena je pianistka, učiteljica klavirja, koncertna pianistka, tako da ja, veliko igra, veliko koncertira. Ravno v tem tednu odhajam skupaj z njo v Španijo kot spremljevalec, prenašam kovčke in nudim support na njenih koncertih. Veliko, ko sodelovala tudi s slovenskim oktetom. Tule recimo Kaktus je plošča, na kateri je tudi ona kot pianistka z nami. Otroci tudi so v glasbi, starejši v jazz glasbi, drugi sin ljubiteljsko poje, igra klavir, mlajši pa je morda pravzaprav od vseh 3 otrok najbolj usmerjen na glasbo kot skladatelj, zelo dober skladatelj, kot dirigent, trenutno študira v Hagu na Kraljevem konservatoriju, kompozicijo in dirigiranje, ampak hkrati komponira in mislim, da je kar na dobri poti, da bo naredil lep velik opus, če bo priden, če bo vztrajal pri tem in ja, odvisno, kakšen bo njegov navdih. Darko, vaša hčerka že prepeva ali vi bolj njej? In hčerka in sin. In sin? Predvsem sin zadnje čase, ko malo več vadim, kot sem običajno, ker sem bil v drugih zadevah bolj vključen, zelo rad imitira in posnema in tudi ne samo zloge, tudi besede pobira. Tako da me zelo rad oponaša. Pazi, kaj vadiš. Ja. Lepo je, kot že rečeno, da lahko otroci dobivajo prvo vzgojo v svoji družini. Kaj pa bi rekli tistim, ki morda zdaj sledijo našemu pogovoru in vaju poslušajo? Naj se usmerijo v glasbo. Kam naj potrkajo? Na katera vrata? Zgolj na šolska ali kam drugam? Glasba je naš sopotnik skozi življenje. Ali se ukvarjaš poklicno, ali pa delaš čisto nekaj drugega. Ko se sedemo v avto, vrti radio glasbo. Ko smo pred televizijo, gledamo film, je podlaga v filmu vedno glasba. Vse lepe stvari so podkrepljene z glasbo. Če bi filmu vzeli glasbo, so suhoparni dialogi. Glasba je tista, ki naredi vzdušje in ki oplemeniti življenje. Nekaterim je dano, da lahko glasbo študirajo in da nekaj ustvarijo, nekaj naredijo. Mnogim je pa glasba samo za zabavo, za sprostitev. In takšna ne bi glasba tudi bila. Tudi nam, ki se poklicno ukvarjamo z glasbo, bi moralo biti vodilo, da mora biti glasba zabavna. In če je glasba zabavna, je lahko zabavna tudi opera. Opera je čudovita, je v bistvu najvišja umetnost uprizoritvena, kjer je zbrano vse notri. Kam usmeriti otroke? Z dobrim zgledom v glasbene šole, k pedagogom, ki so predani svojemu poslanstvu. Ni vsak pedagog dober pedagog. Tudi biti pedagog je poslanstvo. To je nek dar. To, kot ga ima umetnik, nek slikar, ima dar v sebi. Veliko študira, ampak nekateri znajo s parmi potezami narediti umetnost. In pot do tja je dolga, ampak začne se pa v otroštvu, doma, v družini, v okolici, kjer je otrok, v šoli, v vrtcu, v teh dopolnilnih dejavnostih. In če je ta suport dober, če tudi starš tisti, ki otroku pomaga, da ga spodbuja,
potem je to vedno najboljša možnost. Starši smo tisti, ki otrokom približamo stvari, pedagogi potem pa to skušajo nekaj narediti in velikokrat uspe, zelo dobro. Je pa tako, prevelike ambicije včasih v otroštvu ubijajo bodočega umetnika. Primerno mora biti zahtevnosti in ni vsak ustvarjen za te pritiske, ki jih tak poklic prinaša s seboj. Ker veliko več bi bilo tudi potem zrelih umetnikov, če bi lahko zdržali te napore, ki jih prenaša tak poklic. Ne. Tako da, ja, starši spodbujate otroke, da se ukvarjajo tudi z glasbo, ampak tudi športno. Vse to mora biti zdrav duh v zdravem telesu, je tisti, ki pomaga tudi k temu, da se človek lahko neko stvar nauči in da tudi ima kondicijo, da jo prenese na oder. Morda pričakujete po tej oddaji kakšen klic tudi z druge strani za nasvet, za kakšno spodbudo za bodoče rodove. Darko, Jože, vaš brat, je rekel, da je to težka pot. Kakšna pa je pot, ko ustvarite na odru svoj lik? Koliko se morate učiti? Kajti opera je nenazadnje pevsko gledališče? Ja, zavisi od vloge. Naprimer, pred 5 leti smo postavljali Orfeja v peklu, kar sem že omenil, da bomo spet zdaj ponovno z nekimi vajami prišli nazaj v tisti proces, ki smo bili pred 5 leti. In je tako, v tej predstavi je veliko govornega teksta. In takrat se spomnim čez poletje, ko sem se trudil ta tekst naučiti, je bilo mogoče 14 dni, 3 tedne, ko nisem si mogel zaporedja zapomniti. Potem sem pa pustil za 14 dni stvari stati in potem je tekst tekel, no. Tako da, ampak sicer kar je pa podvrženo glasbi, z glasbo je pa vse meni osebno lažje in se bistveno hitreje zapomnim. Je pa res, zavisi od vloge. Večja kot je, dlje časa rabiš, da jo naštudiraš, tako da je proces kar dolgotrajen. Jože, pred oddajo ste me vprašali, če imam kaj treme. Ja. Kaj pa vi? Jo imate kdaj, preden stopite na oder? Velikokrat. Ampak, veste, najboljši recept za tremo je to, da je človek dobro pripravljen. Boljše, ko si pripravljen, manj te treme. Bolj, ko so stvari postavljene, bolj, ko so organizirane, manj te nervoze, ali bo vse teklo, kot mora teči, ali ne. Veste, ampak človek se, ko pride do tega, da ni vse odvisno samo od njega. Moj nastop je odvisen tudi od tistega, ki nas proti mene, ali ob meni, ali je to odrski delavec, ali je to ozvočevalec, lučkar, ali tisti, ki pripravi kostum ali masko. Ni vse odvisno samo od mene. Tudi partner na odru se mogoče lahko zmoti. Se pa zmoti. Človeško je motiti se, ne? In kdor dela, se včasih tudi zmoti in včasih tudi ne gre tako, kot bi moralo iti. Ampak, ko to sprejmeš, tudi mi, ne? Kljub temu, da smo včasih na nekih oltarčkih postavljeni, tudi pevci smo samo ljudje. Če si sposodim recimo mojega kolega Hvana Vasleta, tudi pevci smo samo ljudje, z napakami, z vsemi stvarmi, ki so v nas in okoli nas, zato da, ko ugotoviš, da ni vse odvisno samo od mene, potem je lažje živeti, potem tudi s tremo je lažje. Je včasih nervoza, ko ne veš, kakšen tekst pa je, kaj pa moram sedaj povedati. Se vam je kdaj zgodilo, da ste ga pozabili? Se zgodi, seveda se zgodi, ampak glavno je to, da ni nikoli ni tišine. Ne sme biti tišina, mora teči. Mora teči. Človek se znajde, se prilagodi situaciji in gre naprej. Se je zgodilo, da je kolega pozabil tekst in se mu ga hotel podati in ga ni dojel. In potem je prišla situacija, da sem takoj z njim jaz isto temo povzel s svojim besedilom in ga je zmanjkalo še meni. Veste, ta nervoza se včasih prenaša iz človeka na človeka. Zato je dobro, da je veliko vaj, kjer se stvari utrdijo in potem,
ko je sigurnost, potem tudi ni več tega stresa, tega napora, kako bo, vse bo, če je pripravljeno, potem mora biti. Igralci imajo filmski svojega dvojnika, ko jih nekdo tudi nadomesti v skoči, pa tudi sicer. Kako pa je pri vas, kadar vam morda zablokira glas, kadar pač preprosto ne morete nastopiti, pa je pred vami slavnostni koncert? Se zgodi? Velikokrat se je zgodilo to. Ko sem razmišljal pred leti o svojih vlogah v teatru, sploh v prvih letih, ko sem šel na premiero z Vročino, pa mogoče odpel premiero, reprizo, potem pa dokončno obležal doma. Veste, delaš mesece in mesece za to, da pripraviš neko novo predstavo, nek koncert in je pomembno, da ga pripelješ do finala, da ga postaviš na oder, da je tako, kot mora biti. Se pa zgodi marsikaj. Tudi ko misliš, da si BP, da je vse v redu, se zgodi kaj z glasom in takrat je težko. Ampak treba je zdržati tudi te stvari. Včasih glas tudi poči, se kaj zgodi zaradi okoliščin, v katerih si, ali je prah, ali je preveč suho, ali karkoli. Ampak je treba iti skozi to in zdržati in nadaljevati. Ko smo praznovali 55 let slovenskega okteta v Filharmoniji, bi moral peti na koncertu Mojcej. Na koncert sem prišel z Vročino 39, je bila moja telesna temperatura preveč, moral bi počivati v postelji, ampak smo prišli in naredili. Ampak smo se dogovorili pred koncertom, če ne bo šlo, bomo pesem zamenjali z neko drugo, podobno. In tik pred nas smo pesem zapeli, sem jaz kolegu pokimal moderatorju, da bomo pesem zamenjali in smo jo zamenjali in koncert je tekel naprej. Včasih imamo svojega angela varuha, da je z nami takrat, ko ga potrebujemo, ne? Vedno je nekdo ob nas, ki misli na nas. Še to me zanima. Rekli ste, da včasih nastane torej luknja, mašilo in zgodilo se je to tudi pred kratkim. Prej ste peli Vse najboljše Marcelu, v prispevku, ki ga bomo sedaj le videli, če sem si prav zapomnila, pa je tudi Marcelu skočil in pel namesto enega vašega kolega. Pa poglejmo. Kad sam bija ja mladić od 16 godina, nije bilo curice da meni volila. Trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena. Od mene do tebe 4 ure hoda, bicikleca promužnja, tebe nisam mogla. Trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena. Ja sam ima lepega, mladega dekliča, a mi se udavija s cverom u gradića. Trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena, trajna, trajna, trajna nina dena. Trajna nina No, tudi to se zgodi, ampak zelo lepo odpeto. Ja, poglejte, v teh časih je tako, da so tudi bolezni,
zaradi katerih je prepovedano iti v javnost, COVID je ena od takih stvari, se zgodi in če pride do tega, je pač tako, da je treba nekoga poklicati, situacijo pripeljati do konca in ja, v tem letu smo kar nekaj takih poskusov imeli, ko bo treba rešiti nastop slovenskega okteta in se hitro odzvati in odreagirati in dobiti nekoga, ki bo vskočil in vstopil v sestav. Vendarle vas bi še nekaj rada vprašala ob teh artiklih vaših, spominih, ki ste jih prinesli s sabo. Rekli ste, tukaj beležimo svojo zakladnico, naš arhiv. Še vedno pišete, še vedno vodite dnevnik? To, kar je pred nami, je izbor kritik ocen in tudi fotografij iz prvega desetletja delovanja slovenskega okteta. To se pravi tam do 60. leta, približno malo čez. Takrat je to urejal Artur Šulc, pevec, ki je pel v slovenskem oktetu, ki je imel do tega res en poseben odnos in je to lepo urejal in skrbel za te stvari. Skozi desetletja se tega materiala nabralo tako veliko, da pravzaprav tudi mi ne sledimo več vsem časopisnim člankom, vsem tem stvarem. Mnogo našega gradiva je po privatnih zbirkah nekdanjih pevcev, ki imajo to doma pri sebi. Nekaj ima slovenski oktet, morda bo nekoč nam dano, da bomo imeli izbrano celotno gradivo in da bo v lasti slovenskega okteta. Sedaj je pač tako, da je nekaj malega. Ta knjiga je, ta zbirka je ena redkih stvari, ki je še v našem arhivu. Je pa tako, imeti tako reč pred očmi je zanimiv pregled nekaj časa, nekega obdobja. Ravno preden sem prišel v Novo mesto, sem malo polistal po zadnjih straneh, noter naletel na neko polemiko, ki se navezuje na delovanje slovenskega okteta in ljubljanske opere. Šlo je za neko turnejo v Rusijo tedaj, ki niso mogli realizirati zaradi dveh pevcev. In potem je tedajni menedžer slovenskega okteta rekel, poslušajte, ljubljanska opera bi bila zaprta zaradi dveh pevcev. Ne? Ampak ja, takrat je bilo tako, da sta bila ta dva pevca tako pomembna, da sta pravzaprav nosila repertoar ljubljanske opere. In to je recimo ujeto tudi v tem in je zanimivo brati za 60 let nazaj stvari, ki so del naše tradicije in so za nas vedno znova lepe, zanimive. Hkrati pa govorijo o tem, da to, kot je bilo nekoč, je tudi danes. Stvari se ponavljajo z drugimi imeni, z drugimi obrazi, pa vendar podobni problemi in težave so tudi v teh časih. Rada bi se dotaknila čisto zelo na kratko. Omenili ste Rusijo. Na koncertu v Krki, kjer sem bila prisotna, ste veličastno odpeli tudi rusko pesem. Drži. Slovenski oktet je bil in je še danes povezan s Krko. Povezuje nas prijateljstvo, osebno prijateljstvo generalnega direktorja, prejšnjega, sedanjega, z nami. In to je bilo tisto, kar nas je povezovalo in združilo. Če se navežem na Krko, bili smo v Rusiji, ko smo odpirali nove obrate, Krkine obrate, jih pospremili s pesmijo v to delovno dobo, delovni proces. Zelo vesel sem, da ko je oktet praznoval 50 let, da je tedajni direktor Miloš Kovačič prisluhnil slovenskemu oktetu, ki je bil tedaj na prelomnici, kako naprej, na kakšen način naprej. Takrat se je oktet ponovno postavljal na svoje noge in nismo imeli materialnih sredstev. In takrat nam je Krka pravzaprav rešila vso situacijo, nam pomagala, da smo izplavali, da smo dobili ta vzgon in tako je šla naša zgodba lahko naprej. Danes skušamo
ustvarjati sami, imamo to možnost, da pravzaprav oktet je na trgu, da živi tako, kot mora živeti in da pravzaprav vse, kar ustvarimo zato, da lahko potem recimo izdamo tako ploščo, drugačno ploščo, da lahko izdamo knjigo, recimo kot je tu pred nami monografija o slovenskem oktetu. Če pa se navežem na Rusijo in na to ljudsko pesem, ki smo jo v Krki zapeli pred kratkim, Večerni zvon. To je ena najlepših pesmi in tule dol vidimo na tako malo ploščo slovenskega okteta, kjer je recimo prva pesem Večerni zvon, Kalinka, pesem o Platovu, 12 razbojnikov. Slovenski oktet je bil po drugi svetovni vojni tisti, ki je to glasbo prinašal v ta svet, v naš prostor in ko so snemali to ploščo in te pesmi v Nemčiji, se je tonski mojster razjokal, ker rekel, da kaj takšnega on ni še nikoli slišal, tako lepe pesmi. Rus je snemal slovenski oktet in je jokal in rekel, da tako kot zapoje recimo Janez Lipuščak tedaj, da takšnega pevca ni v Rusiji. Videla sem, da se je marsikdo takrat tudi v dvorani razjokal. In morda je bila tale vaša pesem kot blagoslov ali pa kot miselna pošiljka v svet, da se tudi ta neprijetna situacija, ta vojna v Ukrajini, vojna med dvema narodoma pravzaprav konča. Tudi naša vdaja se bo ravnokar končala. Še minutko imamo do konca. Rekla sta, da gane, da vaju se dotakne tudi nagrada, ki pride iz ljudstva. In ta sicer ni vezana na koncerte, ki jo bom sedaj prebrala, ampak na neke vrste šport, pohod. Rekli ste, da šport, glasba, da moramo ljudje ostajati v kondiciji. In verjetno ostajata vidva tudi še z drugimi dejavnostmi povezana, da sta v kondiciji. Darko, vi pa radi hodite na popotovanje po Levstikovi poti. Ne vem, morda oba. Z dovoljenjem tistega, ki je to zapisal, to je bil Rudi Bregar, direktor popotovanja Levstikove poti, in bom strnila samo nekaj misli, kaj je zapisal. Takole pravi: spomin mi je pravkar segal nekaj let nazaj, ko sem moral izven uradnega programa na cilju peti skupaj z Darko Vidic. Ja, zapeli smo neko znano pesem, toda že prvo sekundo sem utihnil in tudi ustci nisem upal več odpirati, ker bi v popolnosti, kot samo jaz znam, uničil njegovo petje pred stotinami pohodnikov. Naj povem samo to, da je Darko med drugim tudi član slovenskega okteta. Več o njegovi pevski karieri, malce PP, pa boste zanesljivo našli tudi na spletnih straneh ljubljanske opere. Darko zelo rad pride na pohod, tudi s prijatelji seveda, ki seveda tudi pojejo. Če boste imeli letos na pohodu srečo, ga boste morda srečali. Pozor, zelo rad poje in to božansko. In še dodaja: ampak to še ni vse. Tudi njegov brat Jože je vrhunski pevec. Tako v slovenskem oktetu kot v ljubljanski operi. Pa tudi to še ni vse. Celotna družina in sorodstvo so sami pevci in glasbeniki. Podajam vama samo še zaključno misel, kajti tudi ura je odzvonila današnjemu pogovoru. Jože. Mogoče jaz, da se navežem na gospoda Rudija. Mogoče pa letos oba presenetijo, prideva skupaj na pohod, pa na koncu kaj skupaj zapojemo. Ne vem, pustimo se presenetiti. Mora biti res, čeprav tisti večer praznujemo s slovenskim oktetom, gremo v Kamnik praznovati z najstarejšim zborom v Sloveniji, to je moški zbor Lira iz Kamnika. Pohod Odletje do Čateža je čudovita priložnost za rekreacijo, za druženje. Z veseljem tudi jaz stopim na ta pohod. Morda letos ponovno vsaj del tega pohoda prehodiva skupaj. Čeprav bo treba kmalu potem oditi naprej na pot, je že tako v našem poklicu, ko najlepše je treba iti na oder, da je še lepše.
In ja, veseli smo, da je tako, vesela sva, da ste nas povabili v ta studio, na ta čudovit pogovor. Hvala za vabilo in upam, da se najdemo, če ne tu, pa morda kje drugje, na odru ali v zaodrju. Hvala lepa tudi vama, da sta bila moja in naša nocojšnja gosta. Čestitke v mojem imenu, v imenu naše televizijske ekipe in verjamem, da tudi naših gledalcev, za vse vaše uspehe in seveda za častitljivi jubilej. Naj traja, potrudita se, ustrajajta in naj gre ta tradicija naprej. Najlepša hvala. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in lahko noč.